Pozdravljeni. Patrick Depailler je mnogim navdušencem malce pozabljeno oziroma neznano ime v Formuli 1. In nič čudnega, kajti danes gledamo na veličino voznika predvsem skozi tisti spekter števila osvojenih naslovov svetovnega prvaka, števila doseženih zmag in podobnih statistik. A Patrick Depailler je v resnici dosegel le 2 zmagi, a kljub vsemu je ena izmed največjih ikon 70-ih let, če ne že celotne zgodovine Formule 1. Član neke fantastične generacije francoskih voznikov, v kateri je prav vsak izmed njih spisal zanimiva poglavja. A seveda tu moje mnenje lahko komu ni dovolj, da bi ga imenoval za ikono. Poglejmo, kaj je o njem dejal Joe Ramirez, nekdo, ki je mnoge legende poznal osebno. Patrick Depailler, po Ramirezovo, simbol neustrašnega voznika. In res, Patrick Depailler ni poznal straha. Izzival je usodo. Tudi ko je vozil motor obvezno brez čelade na glavi, ko se je potapljal v morju, ko je letel z jadralnim zmajem. Mnogi danes imajo za tak karakter Jamesa Hunta, a o Depaillerju je Hunt dejal: zabaven fant, a malce preveč izziva smrt. Med njima je bila celo neka zdrava rivalnost, katera se je pokazala na primer na veliki nagradi Monaka leta 1975. Takrat je Patrick Depailler presenetil Hunta, ga prehitel, a takrat v ovinku je bilo prostora le za enega, tako da je bil Hunt prisiljen iti v zaščitne ograje. In brez skrbi, kot vidite, ni bilo dotika med njima. A James Hunt je bil besen. Najprej se je spravil na varnostne delavce ob progi, nato je počakal, da je Depailler prišel krog okoli ter mu sredi proge žugal s kazalcem. In da ne boste mislili, zgodilo se je tudi obratno, naprimer leta 1976 na kvalifikacijah za veliko nagrado ZDA v Watkins Glenu. James Hunt je imel težave na svojem McLarenu, izgubil je jeklenko s tistim zrakom, katera je bila potrebna za zaganjač, in ta je priletela direktno v Tyrrell P34 Patricka Depaillerja. No, prišla sta varno nazaj oba v bokse, Depailler se je dvignil z bolida, šel do boksov McLarena, poiskal Jamesa ter mu rekel: poslušaj, James, vem, da me ne maraš, a vseeno ni potrebno, da mečeš stvari vame. In se mu široko nasmehnil. Toliko, da boste razumeli, rivalstvo da, sovraštva ne. Patrick Depailler je prišel v svet Formule 1 leta 1972, v ekipi Tyrrell in kasneje leta 1974 dobil stalni sedež v isti ekipi. V tej ekipi je dozorel, Ken Tyrrell ga je znal vzgajati. Prepovedal mu je vse nevarne konečke, delal na njegovem znanju angleščine, na njegovi tehnični kulturi in tako naprej. Zmeraj mu je nekaj malega zmanjkalo, da bi dosegel tisto zmago, in končno se mu je sreča nasmehnila leta 1978 na veliki nagradi Monaka. Viri poročajo, da so bili vsi v Paddocku srečni, ker je temu ljubljencu občinstva in tudi vseh zaposlenih v Formuli 1 uspelo. In iz leta 1978 je tudi ta njegova fenomenalna vožnja po mokri progi v Montrealu v Kanadi, ko mislim, da nihče izmed prisotnih si sploh ni upal na progo. In Depailler je bil tipični Francoz. Rad je imel dobro družbo, rdeče vino in močne cigarete. Pokadil jih je cirka 20 na dan in mnogi so ga zaradi tega kritizirali. Patrick jim je ravnodušno odvrnil: glejte, vozim bolide Formule 1, ne tečem na 1500 metrov. Po letu 1978 je zamenjal ekipo. Šel je v Liže, kjer je bil moštveni kolega Jacquesa Laffita, to se pravi kompletno francosko moštvo. Imeli so najboljši bolid začetka tiste sezone, dosegli so zmage, tako Depailler svojo drugo in zadnjo zmago kot Laffit. A nekaj se je zlomilo na veliki nagradi Belgije tistega leta, namreč oba sta bila lahkotno prvi in drugi na štartnem razporedu, in namesto da bi samo kontrolirala zmago in prinesla domov rezultat, sta se lotila konkurence eden z drugim in tako zapravila to enkratno priložnost in zmagal je Scheckter. Gilles Liže je bil besen, Depailler mi je odvrnil: saj vendar dirkamo, ne vozimo v krogu.
In Gilles je razmišljal o pravičilnih ukrepih. Takrat je posegla vmes usoda, namreč Gilles z Depaiem ni podpisal pogodbe, katera mu je prepovedovala te nevarne koničke, in Patrik je z jadralnim zmajem prav takrat zgrmel ob skalnato pobočje. Polomil si je obe nogi, peto, grozila mu je celo amputacija. Liže ga je odpustil iz prve brez razmišljanja. A Patrik Depaie se je iz tistega položaja pobral. Dobil je sedež pri ekipi Alfa Romeo, kjer so rabili izkušenega voznika, in čeprav je na prvih testiranjih bil še na birglah, je bil sposoben zopet voziti bolid Formule 1. Leto 1980 je bilo izjemno težko tako za ekipo Alfa Romeo kot za Depaiea, namreč 0 točk in potrebna so bila mnoga zasebna testiranja, da bi sploh ugotovili, kaj gre narobe z bolidom. Pred tistim usodnim testiranjem je bil na dopustom s prijateljem in njegov menedžer mu je predlagal, naj napiše kako življenjsko zavarovanje, naj začne malce urejati svoje finance, da bo imel nekaj za prihodnost. In takrat mu je Patrik Depaie v svojem stilu odvrnil: prihodnost, to je za druge ljudi. In takrat se je zgodilo tisto, kar še mnogi navdušenci Formule 1 danes ne razumemo preveč. Namreč 1. avgusta 1980 na progi v Nürburgringu je ekipa Alfa Romeo imela zasebna testiranja. Začel je Patrik Depaie, odvozil nekaj krogov, se ustavil v boksih ter povedal svojemu moštvenemu kolegu Bruno Giacomelliu, da nekaj ni v redu z bolidom, čuti, da je nekaj narobe, morda nekaj polomljeno in naj bo pozoren. Nato se je usedel na pnevmatike, prižgal tisto cigareto in čakal, da je Bruno odpeljal svoje kroge. Ta ni bil tako hiter kot Patrik Depaie, napravil je svoje delo, nič posebnega ni čutil, da bi bilo kaj narobe. Nato je zopet volan predal Depaieju, kateri je spustil svoj vizir na čeladi dol in se pognal proti progi, kot da je vse v najlepšem redu. Prišel je do ost kurve in kar naenkrat je ta močen V12 ekipe Alfa Romeo obnemel. Ko so prišli obcestni delavci in člani ekipe Alfa Romeo na mesto nesreče, so dobili bolid Alfa Romeo na zaščitni ograji. V to oviro je Patrik Depaie priletel približno s hitrostjo 270 km/h in še danes kroži ogromno legend, kaj se je zgodilo. Napaka na stranski zavesici, napaka na prednji obesi, celo to, da je imel slabost, ker je hujšal, da bi bil kompletno bolid lažji, mnogi so celo pravili, da je napravil samomor. Ne vemo. A sam mislim, da Patrik Depaie tak karakter, ko je bil tak ljubitelj življenja, nikoli se ne bi odločil za nekaj takega. Sam verjamem, da je šlo za mehansko okvaro. A kljub vsemu, 1. avgusta 1980 smo izgubili enega izmed največjih mož v svetu dečkov Formule 1. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.